Lepo pozdravljena avtorica in vsi sodelujoči. Danes, ki ste prišli na predstavitev te knjige, moram reči, da sem bila prav vesela, ko me je Katja poprosila, če lahko na kratko napišem nekaj o tej knjigi. In moram reči, da sem imela kar težave, da bi samo na kratko nekaj napisala, ker je veliko dobrega v tej knjigi in bom poskušala zdaj strniti, kaj je tisto, kar jaz menim, da je velika pridobitev te monografije. Vsekakor je ta monografija Socialni odnosi v šoli avtorice Katje Košir velika obogatitev za področje pedagoške psihologije v slovenskem prostoru. Na eni strani je to sinteza teoretičnih spoznanj psihosocialnih odnosov v šoli, po drugi strani pa je precej aplikativno, uporabno usmerjena. Oba vidika je v publikaciji kar težko zajeti, zato se mi zdi posebej potrebno, da poudarim to obliko pričujočega dela. V grobem bi lahko rekla, da je delo sestavljeno iz 3 vsebinskih sklopov, teoretičnih izhodišč socialnih odnosov v šoli, odnosov med vrstniki in odnosov med učitelji in učenci. Verjetno vsi tisti, ki malce poznamo pedagoško psihologijo oziroma dinamiko v šoli, vemo, da so bili socialni odnosi v šoli do nedavno zapostavljeni. Precej zapostavljeni, ker so se predvsem poudarjali kognitivni vidiki delovanja učencev in učiteljev. V pričujoči monografiji teoretična izhodišča, predvsem teorija samodoločanja in tista, ki poudarjajo pripadnost kot temeljno človekovo potrebo, postavljajo dober okvir za razumevanje socialnih odnosov v šoli. Avtorica zelo sistematično predstavi nabor spoznanj o povezanosti socialnih in učnih vidikov pri učencih, kar uvodno poglavje še posebej obogati. Nekatera teoretična izhodišča poveže s prakso in nakaže možnost uporabe teh spoznanj. Nadalje avtorica sistematično predstavi spoznanja o odnosih z vrstniki, o dejavnikih socialne priljubljenosti, o prijateljskih odnosih in o socialnih omrežjih. Ob tem precej natančno predstavi sociometrično preizkušnjo in njene različne vidike uporabe. V drugem delu tega sklopa razložim pojav medvrstniškega nasilja, njegove pojavne oblike in programe, ki so lahko v pomoč učencev, kadar se znajdejo v situaciji nasilja. Poudarja vlogo in pomen preventivnega delovanja in ob tem posebej omenja vrstniško mediacijo, za katero pa sama menim, da je zelo na mestu, saj učenci tako začnejo veščino mediacije razvijati že v šoli in jo v kasnejšem življenju lahko samo še izpopolnjujejo. Mislim, da je to ena ključnih kompetenc v današnjem času. Posebno širše poglavje pa nameni odnosom učencev z učitelji, kar je precej nov in specifičen pogled na socialne odnose v šoli, do zdaj pogosto spregledan. Spregovori o predstavah o tovrstnem odnosu in o spodbujanju pozitivnega odnosa. Poseben del pa še nameni profesionalnemu razvoju učiteljev v kontekstu odnosov z učenci in potrebnih komunikacijskih spretnosti učitelja, da ustvarja in vzdržuje pozitiven, dober odnos z učenci. Knjiga Socialni odnosi v šoli je primerna tako za raziskovalce, pedagoške delavce, učitelje, svetovalne delavce, kot tudi za študente tistih strok, ki se tako ali drugače srečujejo s šolskim okoljem. Avtorica se je res skozi celoten tekst zelo trudila opozoriti na vlogo socialnih odnosov v šoli. Kot sama pravi, citiram, želim si, da bi monografija opozorila na ta spregledani vidik življenja v šoli, ki je pomemben tako za duševno zdravje in dobrobit učencev in učiteljev, kot za njihovo doseganje učnih ciljev in spodbujanje intrinzične motivacije, zanosa in ustvarjalnosti. Konec citata. Menim pa, da je to s pričujočo knjigo uspelo. Hvala lepa. Hvala vam za te besede. Študentje razrednega pouka predšolske vzgoje, likovne in glasbene pedagogike in pa seveda psihologije. Doktor Koširjevo poznamo kot
profesorico, ki je res dostopna, odprta, srčna, razumevajoča in si je zmeraj pripravljena vzeti čas za nas, kadar jo potrebujemo in nam prisluhniti. Več kot očitno ste vse te teorije, o katerih pišete v knjigi, uspešno prenesli v prakso. Knjiga Socialni odnosi v šoli je torej razdeljena na 3 dele, kot je že gospa Šporkovec povedala. Ta 3 poglavja pa se celostno zaokrožijo v celoto. V prvem delu knjige, torej bralca opremite s teoretskimi izhodišči, v drugem delu osvetlite medvrstniške odnose, socialno sprejetost, pišete tudi o pomembni temi medvrstniškega nasilja in podate koristne možne intervencije. V zadnjem delu pa lahko beremo o pomembnosti odnosa med učencem in učiteljem. Hvala, Urška, za ta prijazen nagovor. Pa hvala seveda vsem, ki ste danes tukaj, študentom, kolegom. Hvala založbi tudi za uspešno sodelovanje, za fleksibilnost pri izdaji knjige in pa hvala Glasva za to prijazno predstavitev. Ja, tako kot ste rekli, knjiga predstavlja eno tako sintezo teorij, modelov, empiričnih ugotovitev o pomenu socialnih odnosov v šoli in potem na osnovi tega iz tega so izpeljani neki napotki za delo z razredi, učenci, učitelji. In ja, prvo poglavje, kot je že Vlasta nakazala, predstavlja en tak teoretični okvir tukaj. V prvem poglavju je predstavljena ključno teoretično ozadje, potem vsega, o čemer je govora v nadaljevanju, in sicer ključna teorija, ki zelo dobro pojasnjuje pomen vrstniških odnosov in pa odnosov z učitelji v šoli, je teorija samodoločanja, angleško self-determination theory, ki pravzaprav zelo dobro utemeljuje, kako lahko socialni kontekst vpliva na neke storilnostne učne spremenljivke v nekem okolju. V šolskem okolju je to učno vedenje, učna uspešnost, učna zavzetost in pa obenem daje ta teorija tudi odličen model, odlično razlago motivacije. Na nek način razbija ta mit o dihotomnosti notranje nasproti zunanji motivaciji, kot da sta to 2 različna med sabo nepovezana pola, to se pravi, ali smo eno ali smo drugo, to ne drži, gre za kontinuum. In nekako tudi ne velja, dostikrat naletimo na prepričanje, da je zunanja motivacija vedno slaba, da je vedno nezaželena. Ta teorija motivacija pojmuje na kontinuumu od amotivacije in ta je tista, ki je v šolah običajno problematična, potem preko različnih oblik zunanje motivacije, ki se tudi razlikujejo v stopnji ponotranjenosti nekega motiva za vedenje, pa potem do skrajne oblike intrinzične motivacije, kjer nekaj počnemo, zato ker to pač radi počnemo, ker v tem uživamo. To je stanje zanosa, ki je za učenje tudi najbolj učinkovito, ampak ne moramo računati, da bodo učenci v šoli stalno in zelo pogosto v tem stanju zanosa, to se pravi, da bodo vse počeli samo zato, ker pri tem uživajo. V šoli je seveda pomembno spodbujati tudi oziroma uporabljati neke vzvode zunanje motivacije, ampak z občutkom, senzibilno in nepretirano, ker je ta teorija samodoločanja tudi zelo dobro nakazala, kako lahko pretirano nagrajevanje za neke zadeve, ki jih pa učenci itak radi počnejo, ki jih radi opravljajo, lahko ima pa zelo negativne učinke na intrinzično motivacijo učencev. Skratka, ta teorija zelo dobro popredalčka nekaj, kar je morda nek senzibilen praktik lahko pri delu z učenci že sam opazil, pa mu lahko teorija dobro pomaga pri tem, da si te svoje izkušnje osmisli, da jih bolje razume in da jih lahko reflektira. Ampak tisto, kar je zdaj za to knjigo bistveno, je, da je teorija samodoločanja zelo dobro utemeljila, kako na to stopnjo zavzetosti deluje socialni kontekst. In sicer po teoriji naj bi bilo za optimalno delovanje posameznika v kateremkoli okolju, ne samo v učnem okolju, bistveno, da ima zadovoljene temeljne psihološke potrebe in kot eno izmed teh temeljnih potreb teorija predpostavlja potrebo po povezanosti. To je potreba po vzpostavljanju pozitivnih, podpornih odnosov v nekem
socialnem okolju. V šolskem okolju so to načeloma odnosi z vrstniki in odnosi z učitelji. To sta dva taka vzajemno zelo prepletena sistema odnosov, ki se v različnih razvojnih obdobjih na različne načine povezujeta, ta trend povezanosti se spreminja, sta pa oba tudi na različne načine povezana z učnim delovanjem učencev. Tako da ta teorija to zelo dobro utemelji, nekako pojasnjuje, da so socialni odnosi nekaj, kar lahko učenca na šolo ali priveže ali pa ga od nje odvrne, neke vrste filter, skozi katerega učenci dojemajo tudi druge stvari, ki se v šoli dogajajo, učenje, učno delo, delo za šolo. In jaz mislim, da vsi, ki ste tukaj prisotni, imate tudi sami izkušnje ali pa spomine, ki to zelo dobro potrjujejo, ali v vlogi, oziroma vsi zagotovo v vlogi učenca, nekateri pa tudi v vlogi učitelja. Se ne nazadnje tudi na fakulteti učitelji opažamo, kako lahko odnosi v skupini pomembno prispevajo ali pa zavirajo delo za študenti. Kadar so odnosi v skupini dobri, kadar gre za skupine, ki so med sabo bolj povezane, to vpliva tudi na občutek varnosti, ki ga imajo študenti in na njihovo pripravljenost za aktivno delo, za aktivno učenje. Tako da, ja, toliko o tej teoriji. V naslednjih dveh poglavjih potem sta pa bolj predstavljeni ti dve ključni obliki odnosov. Odnosi z vrstniki pa odnosi z učitelji in sicer v poglavju, kjer predstavljam odnose z vrstniki, najprej poskušam nekako opraviti s tem mitom, da so odnosi z vrstniki nekaj, v kar naj se učitelj ne bi vmešaval. Nekaj, kar je pravzaprav, kar naj bi učitelj pustil na miru, češ učenci se bodo že sami zmenili, pomembno je, da znajo sami reševati konflikte, če se malo kregajo, se skozi to izbrusijo, malo nasilja jača karakter, to so taka prepričanja, ki jih žal še vedno pogosto srečamo, ki seveda ne držijo, kvečemu lahko učitelju predstavljajo dober izgovor, zakaj ne posreduje, ko bi moral, ampak vsekakor drži, v vsaki socialni skupini obstajajo konflikti, obstaja tudi neka stopnja nasilja, to je do neke mere pričakovano, lahko bi rekli celo normalno, ampak računati na to, da bodo učenci, sploh v nižjih razredih osnovne šole, zmogli vse te stiske in konflikte, ki izhajajo iz vrstniških odnosov, reševati sami in da se bodo iz tega naučili konstruktivno reševati konflikte, je pa vsekakor, sploh če poznamo razvojne značilnosti učencev v tem obdobju, absolutno pretirano pričakovanje. Je že res, da se morajo sami naučiti, ampak zato rabijo nekoga, ki jim pri tem pomaga in ki postopoma to kontrolo, to skrb za dobre odnose v skupini prenaša na učence. Zdaj, kaj lahko učitelj za to naredi? Predvsem je pomembno, da je sam vzor spoštljive komunikacije in pa da od učencev, učitelj je tisti, ki v bistvu uokvirja to vedenje učencev v razredu. Torej, da od učencev zahteva spoštljivo vedenje drug do drugega. In to ne z nerealnimi pravili, tipa vsi smo med sabo prijatelji, kot jih pogosto srečamo tudi na zidovih naših učilnic, ker seveda nismo vsi prijatelji med sabo, taka pravila so nerealna in tudi na nek način dajejo učencu, posredno na nek način sporočajo, da je treba biti prijazen in spoštljiv samo do tistih, ki so mi všeč in ki so moji prijatelji. Tisti, ki mi pa niso všeč, do tistih sem pa lahko nespoštljiva in nesramna. Tisto, kar je bistveno, je, da učenci postopoma ponotranjijo, da se spoštljivo vedemo do vseh, ne glede na to, koliko so nam všeč. In pravzaprav rizična skupina za doživljanje tistih najhujših oblik zavračanja, ki se kažejo potem že kot medvrstniško nasilje, so ravno učenci brez prijateljev, tisti, za katere se noben ne postavi, tisti, ki jih nihče ne zaščiti v takih situacijah. In učitelj, ki že na začetku šolanja proaktivno pristopa k temu ustvarjanju nekih skrbnih odnosov v razredu, bi lahko rekli, da celo učence na nek način cepi pred doživljanjem ekstremnih oblik zavračanja in nasilja potem kasneje v višjih razredih. Je pa zelo težko, če do recimo 6. 7. razreda ni bilo narejenega nič, če so učenci prepuščeni sami sebi in takrat potem zelo pogosto kakšne take hude oblike
zavračanja, ko je nek učenec strelovod za vse negativno, kar se v razredu dogaja, eskalirajo. In takrat pa vemo, da je pogosto, oziroma da je socialna struktura, ta dinamika v razredu že tako stabilna, da je zelo, zelo, zelo težko takemu učencu pomagati, če do takrat ni bilo narejeno nič. In je pravzaprav v takih situacijah potem zelo težko ukrepati. Tisto, kar je v tem poglavju o odnosih z vrstniki mogoče še bistveno, kar je tudi Vlasta že omenila, je tudi, da poskušam v tem poglavju dokaj celostno prikazati to najpogosteje uporabljeno tehniko, metodo za ugotavljanje socialnih odnosov v razredu, to je sociometrična preizkušnja, ki je že zelo stara, klasična Morenova tehnika, katere analiza rezultatov sociometrične preizkušnje pa je bila v zadnjih desetletjih zelo nekako izpopolnjena in v tem poglavju tudi predstavim potem nekatere najpogostejše napake pri interpretiranju rezultatov te preizkušnje in pa tudi malo nakažem nekatere etične pomisleke glede uporabe te preizkušnje. Zdaj, če se še malo dotaknemo tega zadnjega poglavja, je predstavljen namen teh podpornih odnosov med učitelji in učenci. Zdaj, običajno si pač predstavljamo, da so ti podporni odnosi med učitelji in učenci pomembni bolj na začetku, torej pri mlajših učencih. Ja, odnosi z učitelji so pomembni. To se meni zdi nekako ena izmed ključnih zadev, ki sem jo poskušala skozi to knjigo sporočiti. Učitelj ima izjemno moč in izjemno pomembno vlogo. Prvič na način, kot sem ga nakazala prej, preko vpliva na vrstniško skupino. Drugič so pa odnosi z učitelji pomembni sami po sebi. Kvaliteten podporen odnos učitelj-učenec je izjemno pomemben za dobrobit učencev v šoli in pa za njihovo ustrezno učno vedenje. In tukaj so raziskave zelo jasne in konsistentne in kažejo, da je pozitiven odnos učitelj-učenec pomemben napovednik učne zavzetosti v vseh obdobjih šolanja. Torej tudi pri mladostnikih, ko si predstavljamo, da to ni več tako zelo bistveno, pa seveda je. Odnosi z vrstniki se na drugačen način povezujejo z učnimi spremenljivkami. Tukaj se zgodi v obdobju mladostništva, da postaneta to nekako dva skoraj neodvisna sistema. Se pravi, koliko je nekdo sprejet strani vrstnikov, se ne povezuje pomembno s tem, koliko je učno uspešen. V mladostništvu, v otroštvu, v zgodnejših obdobjih se. Medtem ko odnosi z vrstniki so pa pomembni tudi v obdobju mladostništva, pomembno napovedujejo, koliko bo nekomu mar za šolo, koliko si bo nekdo prizadeval in to tudi vodi potem v učne dosežke. Tako da še kako, seveda, to je pomembno povedati, pa mladostniki rabijo drugačen način izražanja podpore in topline kot mlajši učenci. Seveda ne bomo na enak način pristopali, je pa tudi starejšim učencem še kako pomembno, da učitelji pokažejo, da jim je mar za nje. Doktor Hein Ginot je zapisal, da so otroci kot moker beton, da vse, kar pade nanje, se odtisne. Zdaj pa v knjigi ste pa izpostavili, kako zelo lahko ta dober odnos s učiteljem pripomore k boljšemu počutju otroka v šoli. Opozorili pa ste tudi na drugi pol, ki se lahko odtisne na ta moker beton otroške duše, torej to je pa medvrstniško nasilje. Zdaj, predpogoj za preprečevanje nasilja v šolah je pa najprej priznanje, da torej to nasilje obstaja, da je. Ja, in žal si še vedno pogosto se na šolah učitelji nekako ne prepoznajo tega nasilja in se obnašajo kot da na njihovih šolah, v njihovih razredih, pri njihovih učencih se pa nasilje ne dogaja. Tudi v pogovorih s šolami, ko se s šolami pogovarjamo, kakšne imajo pa oni neke postopke za preprečevanje, odkrivanje in pa ukrepanje v primeru medvrstniškega nasilja, je žal še vedno preveč pogost odziv, mi pa tega nimamo, ker pri nas ni medvrstniškega nasilja. A si lahko predstavljamo, a je to, da nekje na neki šoli, v neki vrstniški skupini, da ni medvrstniškega nasilja. Medvrstniško nasilje je. Pomembno je, da se učimo z njim spoprijemati in da učence učimo spoprijemanja z njim.
Tako da vsekakor je pa velika težava pri medvrstniškem nasilju že sama opredelitev in prepoznavanje, kaj medvrstniško nasilje je in kaj ni. In tukaj pa lahko včasih nekaj, kar se nam že na prvi pogled zelo očitno zdi medvrstniško nasilje, se pokaže, da to dejansko sploh ni. Recimo, ne vem, fantje v 3., 4. razredu se prerivajo, tepejo in to zgleda zelo nasilno, ampak lahko da gre za igro. Ne? Za igro gre dokler so oni vsi to počnejo prostovoljno, se imajo pri tem fajn in nihče nima občutka, da je v šibkejšem položaju. To ne pomeni, da učitelju v takem primeru ni treba ukrepati, seveda je pametno, da ukrepa, ker so to oblike vedenja, ki so lahko nevarne in jih je fajn preprečevati, ne gre pa to predalček medvrstniškega nasilja. Po drugi strani, to je pa še bolj pereče, pa lahko kdaj, kakšne oblike vedenja izgledajo čisto nedolžno, pa lahko gre za hude oblike medvrstniškega nasilja. To še posebej velja za kakšne take bolj netelesne oblike nasilja, kot je odnosno nasilje, širjenje govoric, ne vem, ustvarjanje nekih govoric, potem izključevanje iz kakih aktivnosti in tukaj pa lahko včasih učitelj podceni resnost neke stiske, neke težave in zato je zelo pomembno, da je učitelj dovolj senzibilen, dovolj odprt, da ne podleže prvemu vtisu, ampak je pripravljen raziskati, kaj je zadaj, se je pripravljen z učenci pogovarjati, preverjati perspektive vseh vključenih. To je tisto, kar je bistveno in pa še nekaj, no, je zelo pomembno. Pomembno je, da učitelj učencem sporoča, da je to nekaj, kar ni okej, da je potrebno povedati, da se to dogaja in da jih jemlje resno, kadar se na njega obračajo v primeru takih zadev, ker ni hujšega, kot da se zgodi to, da učenec zbere pogum, pride povedati, da se nekaj takega, da se medvrstniško nasilje mu dogaja in zato je treba zbrati včasih zelo veliko poguma in potem žal še vedno se včasih zgodi, da ga učitelj odpravi na način, daj no, kaj si pa tako občutljiv, se samo hecajo, daj no, pretiravaš, ne tožiti ni lepo, ali pa s takimi nasveti tipa pač ne hodi več v garderobo sam, ko so oni tam. Ne? To je lahko zelo, zelo problematično, ker kaj na ta način s tem učencu sporočamo, prvič, da ga nismo vzeli resno, da pravzaprav ni nikogar, ki bi mu lahko pri tem pomagal in da je njegova situacija nerešljiva, da ne more nič narediti. To je pa nekaj, kar žrtve načeloma že itak verjamejo, ne? Da so nemočne. In tako odzivanje učitelja ta občutek nemoči sam še poglobi. Pa še nekaj v zvezi z medvrstniškim nasiljem je pa v zadnjem času vedno bolj prepoznano. Raziskave vedno bolj nakazujejo, kako zelo pomembno vlogo pri preprečevanju medvrstniškega nasilja imajo opazovalci. In razširja to pojmovanje, to udeležencev medvrstniškega nasilja za samo izvajalcev nasilja in pa žrtev tudi na vse, ki vejo, da se nasilje v neki skupini dogaja. Namreč, običajno je funkcija za tistega, ki nasilje izvaja, tega nasilnega vedenja ravno v tem, da si na ta način pridobiva neko socialno moč. In čim začne večina neke skupine, večina razreda obsojati nasilje, ga ne odobravati, to vedenje ne more več biti v tej funkciji. To se pravi, naenkrat gre za vedenje, s katerim si pa učenec več ne more zagotavljati socialne moči, tako da je zelo pomembno, da se tukaj preventivno dela, no, v smislu tega, kar sem že prej rekla, razvijanje nekih skrbnih odnosov. Pa še nekaj, no, pri medvrstniškem nasilju, ena taka pomembna oblika nasilja, ki je tudi ni nekaj, kar ne bi bilo v domeni šole, čeprav se zdi, da je pa spletno nasilje. To je oblika nasilja, ki je v zadnjem času zelo pogosta, kjer je težava ravno v tem, da učitelj ne more imeti neposrednega nadzora nad tem, kar se dogaja. Ampak tisto, kar pa lahko naredimo, pa je, da se z učenci o tem pogovarjamo, da jim pomagamo pri tem, da prepoznajo, kaj sploh je spletno nasilje,
da jim pomagamo, da vejo, kaj lahko naredijo, če se jim dogaja, če se jim zgodi, kako lahko preprečijo, da bi se jim zgodilo in pa tudi nenazadnje, kako naj sami komunicirajo nenasilno. To je tisto, kar tukaj učitelj vendarle lahko naredi. Hvala. V slovenskem prostoru pa je to prva monografija, v kateri lahko najdemo tako celosten psihološki pregled področja psihosocialnih odnosov v šoli. Kje pa recimo vi vidite to dodano vrednost knjige? Recimo, v čem se razlikuje od podobnih? Jaz bi rekla, da mogoče so nekateri koncepti v tej knjigi v našem prostoru prvič predstavljeni. Nekateri so sicer že poznani, ampak niso pa recimo do zdaj bili zbrani na enem mestu. In pa tisto, kar se meni zdi mogoče doprinos, je ta, da knjiga povezuje teorijo, raziskave, predstavlja en tak pregled empiričnih raziskav na tem področju in pa tudi potem iz tega izpelje nekako poskušam na osnovi teh teoretskih pa empiričnih podatkov utemeljiti to pomembno vlogo socialnih odnosov v šoli, izpostaviti tukaj ključno vlogo učitelja, učitelju ponovno povedati, da tukaj ima moč, da veliko lahko naredi. In iz tega potem sem poskušala izpeljati to potrebo po stalnem profesionalnem razvoju učitelja, to se pravi po stalnem reflektiranju nekih izkušenj v smislu urjenja oziroma prepoznavanja, kaj je tisto, kar pri mojem delu z učenci deluje in kaj ne deluje. Zato je pa potrebna spet velika širina in odprtost učitelja, da je sploh pripravljen prepoznati, da nekaj, kar z učenci počne, ni v redu, da nekaj ni okej. In potem so v nadaljevanju, v zadnjem delu knjige tudi so predstavljeni nekateri koncepti, ki so pa učitelju lahko neka konkretna opora pri reflektiranju lastnega dela v razredu. Vsakodnevno pa se srečujete z ogromno različnimi profili študentov, torej učite tudi tiste, ki bodo razredniki in bodo z učenci vse leto, tudi take, ki bodo z njimi recimo samo nekaj ur na teden, pa tudi take, ki se bodo z učenci srečevali v nekih posebnih recimo situacijah, kot recimo svetovalni pogovor. Komu pa bi rekli, da je knjiga prvenstveno namenjena oziroma komu vse bi pa lahko prišla prav? Jaz mislim, da učiteljem vsekakor, predvsem učiteljem, ki jim je mar, da dobro delajo z učenci, ki to že najverjetneje, marsikaj za njih ne bo novo. Jim bo pa lahko pomagalo pri tem, da bodo ta svoj dober občutek, po katerem delajo, na nekaj oprli. In to lahko zelo pomaga potem pri bolj poglobljenem reflektiranju lastnega dela, potem seveda svetovalnim delavcem, ki tukaj učiteljem predstavljajo pomembno oporo, ki marsikaj v tem, kar v knjigi piše, živejo, ampak jim knjiga lahko pomaga, da kakšne zadeve, dejansko neke sodobne koncepte prinaša, pa da malo osvežijo znanje in tudi lahko pomaga pri osmišljanju nekih dobrih praks. Zdaj tukaj ste glavnem tudi drugi, no, ampak vidim, da ste glavnem študenti psihologije. Vi boste tisti, ki boste učiteljem pomagali pri vzpostavljanju podpornih odnosov z učenci, ki jim boste pomagali pri tem, da bodo proaktivno delovali v vrstniški skupini in pomembno je, da imate čim več orodij, ki jih boste lahko pri tem uporabili. Potem seveda vsem strokovnjakom bi rekla, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja in imajo občutek, da potrebujejo neko dodatno znanje tukaj z področja dela z odnosi. Seveda študentom, bodočim vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, za katere bi si zelo želela, da jim knjiga ne bi predstavljala samo neke izpitne literature, ki jo morajo naštudirati. Pa dobro, knjiga jim lahko to predstavlja, ampak zelo bi rada, da bi dojeli to skrb za odnose na šoli kot enega izmed ključnih poslanstev pri svojem delu. To se mi zdi zelo bistveno. Bi pa nekaj poudarila v zvezi z uporabo knjige. Nobena strokovna literatura nam ne pomaga, če je ne znamo smiselno uporabljati in na področju dela z ljudmi pač ni receptov. V knjigi ne morate pričakovati konkretnih napotkov, ki bodo vedno delovali. Ne more to vrstne literature se pač ne da uporabljati kot kuharsko knjigo v smislu ravno prav tega, pa še malo onega, pa še ščepec tretjega in bomo uspešni.
ker je, tako kot sem že rekla, tukaj zelo bistveno, da smo sploh odprti in fleksibilni in pripravljeni preizkušati neke postopke, ki bodo morda delovali, morda ne, pa bomo morali poskusiti s čim drugim. Ključni problem je običajno, da se preveč zanašamo na stvari, ki nam običajno delujejo. In nekaj, kar jaz lahko imam, 20-letno prakso, pa lahko zelo dobro delam v večini primerov, pa se mi bo zgodilo, da nekaj, kar pri 99 učencih ali pa razredih ali pa učiteljih vedno deluje, pri 100 ne bo. In pri tem 100 se zelo pogosto zgodi, da ker ne deluje to, kar smo vajeni, da vedno deluje, tega učenca potem odpišemo kot nemogoč, nerešljiv primer, kjer se res nič ne da narediti. Dejansko pa tudi nismo poskusili nič drugega, kot to, kar vedno počnemo. In pri delu ko govorimo o tej učiteljevi pomembni vlogi pri vzpostavljanju podpornih odnosov v razredu, to še toliko bolj velja, ker lahko učitelj dela vse prav. Dela vse tako, kot piše v knjigi, lahko izvaja delavnice, lahko, uporablja neke tehnike, pa mu to še vedno ne bo veliko pomagalo, če ne bo zmogel začutiti pristne naklonjenosti do tistih učencev, ki potrebujejo pomoč. To ne pomeni, da imamo vedno vse učence radi in so nam vedno fajn. Seveda, učitelj kdaj, sploh v odnosu s temi problematičnimi učenci, začuti tudi jezo, razdraženost, grejo na živce. Pomembno je, da tudi to pri sebi prepozna, da to pri sebi ozavesti. In šele takrat se mi zdi, da se lahko začne pravo delo na odnosu, šele takrat, in ko to preseže in ko to pri sebi ve in je pripravljen kljub temu poskusiti razumeti tega učenca in raziskati perspektivo tega učenca in situacijo tega učenca, takrat lahko potem postopoma pride do te pristne naklonjenosti do tega učenca. Tako da je pa tu nekaj še treba vedeti, da ravno ti učenci, ki najbolj rabijo podporni odnos z učiteljem ali pa z delavci na šoli, to so tisti, ki doma tega ne dobijo v taki meri, v takšni obliki na način, kot bi bilo prav, da dobijo. In to so običajno tudi učenci, ki potem pri vrstnikih tega ne znajo poiskati, ker pač niso opremljeni za to. Ravno ti učenci so tisti, ki so mogoče tako na prvo žogo najmanj taki, da bi jim bili kar naklonjeni. To niso učenci, ki so vedno prijetni. Niso to učenci, ki bi vzbujali sočutje dostikrat. To so lahko učenci, ki so za učiteljevo delo v razredu zelo naporni, zelo moteči, zelo težavni. In tu še posebej pride ta širina in zrelost učitelja do izraza, da je pravzaprav sploh pripravljen raziskovati doživljanje učenca in pa svoje doživljanje ob tem. Za na konec pa bi vas še prosila, če bi se lahko potrudili in izmed vseh pomembnih vidikov socialnih odnosov, o katerih pišete, izpostavili tisto ključno sporočilo knjige. Zdaj se mi ni treba tako fest potruditi, ker je kar jasno. Pač tisto, kar je bistveno, je, da je šoli mar za odnose. To je tisto, kar se meni zdi najbolj pomembno, ker so odnosi tisti, ki dejansko lahko privežejo učenca v pozitivnem smislu na šolo. In lahko, ne smemo jih pojmovati kot nekaj, kar je pomembno samo zato, da bo učenec potem uspešen v šoli. Sami po sebi so pomembni. Pomembni so pa tudi za spodbujanje nekih takih učnih izidov, kot bi jih radi spodbujali. In tukaj bi mogoče sam se dotaknila tega, v zadnjem času pogosto slišimo očitke, da je naša šola preveč prijazna. Pa je res, do koga, do vseh učencev, kaj sploh pomeni, da je prijazna, oziroma če je preveč prijazna, oziroma če je prijazna, je to problem, zakaj je to sploh problem? Če razumemo prijazna kot permisivna ali pa nezahtevna, potem se strinjam, da je to težava. Ampak jaz prijazne šole ne razumem na ta način. Prijazna šola je po moje tista šola, ki poskrbi za to, da imajo učenci zadovoljene vse potrebe, ki so ključne za kakovostno učenje, ki so ključne za to, da lahko kakovostno učenje sploh poteka. To se pravi, to je šola, ki jo je pokojni profesor Bečaj opisal kot šolo, ki spodbuja kulturo dobre skupnosti, ki je nasprotna tej prevladujoči
vedno bolj prevladujoči storilnostni kulturi. To je šola, ki je mar, da se učenec v šolskem okolju počuti varno. Šola, ki jo zanima učenec kot posameznik. Šola, kjer so učitelji pripravljeni raziskati in drezati učenca tako dolgo, da bodo odkrili njegova močna področja. Šola, ki ne obupa kar pri prvem neuspehu. In tukaj je pa žalostno, da so šole, ki so tako usmerjene, pogosto na videz manj uspešne, kadar vzamemo kot merilo uspeha neke parcialne kriterije, kot je recimo, uspeh pri eksternih preverjanjih znanj. Tukaj so te šole, včasih se ne pokažejo kot tiste top šole, ampak jaz mislim, da če šola ve, kaj z takim odnosom pridobi in kaj s takim odnosom pa razvija, da se tudi ne bi smela preveč sekirati oziroma je ne bi smelo preveč skrbeti, če ni na vrhu takih lestvic. To se mi zdi tisto bistveno. V knjigi ste proti koncu citirali tudi Daniela Penaka, ki je pa zapisal, da je dovolj en sam učitelj, torej en sam, da nas reši pred nami samimi in da pozabimo na vse druge. Verjamem, da vaša predavanja in pa sedaj tale monografija ustvarjajo prav take učitelje. Tako da hvala lepa. Zdaj s tem je najin pogovor zaključen, razen če bi mogoče želeli kaj posebno povedati. Hvala za tako uspešno in fleksibilno vodenje tega pogovora. Zdaj pa, kar vi povejte. Če še ima slučajno kdo od vas kakšno vprašanje, seveda ste zdaj vabljeni. No, potem pa medtem, ko premišljujete, kaj bi vprašali, vam pa naj povem, da lahko pač knjigo danes kupite po tem končanem dogodku. Čaka vas pa tudi vsak dan v času uradnih ur v ložišču Pedagoške fakultete. Seveda pa lahko kupite tudi v večini slovenskih knjigaren in pa tudi preko spleta. Draga Katja, tvoja poklicna kolegica in prijateljica, lahko rečem, da je ta knjiga tvoje zrcalo. Zdaj mi gre mena jok, ker sem vedno čustvena v teh stvareh, ko nekdo zažari v tistem, kar počne. In Katja, ti žariš. Ti žariš s svojim delom, s tvojo strokovno kompetentnostjo in svojim odnosom, ki ga ne daješ samo vsem študentom, ampak ga daješ vsem. Hvala ti. Hvala. Ako jaz preprečim, torej. Okej. Torej, zanima me čisto tole, omenila si prej, da pač šole pravijo, da nimajo nasilja. Torej, da ne obstajajo kaj takega. In me zanima, zakaj? Kaj je to razlog? Zato, ker morda samo poznamo nasilje, razumemo, ker je takoj to samo fizično in drugih vrst nasilja ne poznamo. Kam vidiš ti, da je razlog? Jaz mislim, da pa tudi empirični podatki to potrjujejo. Dostikrat je res problem v tem, kar praviš, da dejansko šole ne prepoznavajo vseh oblik nasilja, ki so lahko prisotne. Tudi tako stališče v smislu, se to ni nič takega, je pogosto prisotno, da nasilje pa pomeni res samo tisto, ko te nekdo zagrabi, pa ne vem, ti grozi. To pa tudi dostikrat, bi jaz rekla, da je to obramba pred tem, da bi bilo treba kaj narediti. Pa ne zato, ker bi bili učitelji v šole brez briga, pa jim ne bi bilo mar, ampak dostikrat zato, ker ne vejo, kaj narediti. In to je velik problem, ker je res težko ukrepati v primeru medvrstniškega nasilja, ker ni enostavnega recepta, ker je treba zelo veliko potem v to vlagati, se poglabljati, imeti veliko širine in jaz mislim, da je to tisto, česar se šole malo prestrašijo. In tukaj seveda imamo tudi mi kot fakulteta svojo odgovornost in poslanstvo, da pač ta znanja prenašamo na študente. Spletno nasilje se je omenila kot novo. To je točka nova.
ki jo bova midva skupaj pisala. Se strinjam, se s tem malo ukvarjam, ne, morda samo moram biti zelo previdni pri tem izrazu, ne govorim o spletnem nasilju, ker to takoj zavede samo na splet. Danes nekako bolj pogosto boste slišali, pa bolj primerni izraz digitalno nasilje, ker je tukaj tudi, recimo, grožnje po mobilnih telefonih, vseh, tako rekoč, mobilnih ali pa IKT orodij prisotno, ne samo na spletu. Splet celo niti ni tako grozno nasilje, ker spet lahko ugasneš. Tale, predvsem mobilni telefoni, splet, socialna mrežja, to se pač nekako danes imenuje kot digitalno nasilje, vse popili. In tega ne zaznamo šolo. Mi smo zdaj eno raziskavo premalo. Se zaveda, ampak bomo nekaj. Hvala, bova skupaj. To pa mnoga sprašla, recimo v socialnih odnosih v šoli, pa učitelj starš, ne, šli problematični starš, pa že na nek način, kako mi to povedati? Ja, zelo težko vprašanje ste postavili. Lahko jaz najprej nekaj čisto neumestnega povem. Danes nosim uhane Špele Golob, mlade oblikovalke nakita in študentke psihologije. Ja, skratka, zelo težko vprašanje ste postavili. Jaz se tukaj, ko se s študenti v teh stvareh, sploh z bodočimi učitelji o tem pogovarjamo, ker se dostikrat potem eno tako vprašanje pojavi, ja, kaj pa, če starši ne sodelujejo, potem pa mi nič ne moremo. Ni res. Bistveno je, da učitelj ve, da kljub temu, da mogoče starši niso sodelovalni, lahko v svojem okolju, v kontekstu razreda marsikaj naredi, je pa problem, ne, kadar so tukaj pričakovanja, kadar starši svoje vloge ne opravljajo tako, kot bi jo naj, kadar imajo stališča, ki so ravno nasprotne temu, kar bi na šoli želeli razvijati. Tukaj imamo težavo in to je stvar, ki je velika oteževalna okoliščina, ni pa res, da je to potem razlog, da pa nič ne moremo. Ne? Ključni problem tukaj, oziroma tako bi rekla, no, kadar imamo učence, kjer starši jih ocenjujemo kot take, ki svoje starševske funkcije ne opravljajo tako, kot bi jo naj, se mi zdi, da je to celo dodatni argument za šolo, da pa, tako kot sem prej rekla, v takih primerih je podporno odnos z učencem in delo s tem učencem še toliko bolj pomembno, ne pa da ga odpišemo kot nekoga, čigar starši pač niso sodelovali. Zbirajno vprašanje, tu se je opredelilo glede odnosa na samega učenca. Kaj pa odnos oziroma nasilja učenca nad učiteljem, kar se vedno bolj pogosto dogaja? Ja. Spet težko vprašanje. Ja, zdaj, ne vem, jaz tudi s takimi zadevami se tudi z študenti, z bodočimi učitelji ukvarjamo, se o njih pogovarjamo in jaz jim vedno rečem, da je tukaj ključna preventiva temu, da na začetku našega sodelovanja z učenci jasno postavimo pravila igre, da si ustvarimo avtoriteto skozi svoje vedenje. To se pravi, jasno določimo pravila, opredelimo pravila, jih potem tudi sankcioniramo in to je običajno zelo dober način, na kak način si vzpostavimo to osebnostno avtoriteto. Zelo težko je potem kasneje, če tega ni gasiti požare. In se res dogaja, da učitelj, ki razreda ne nadzoruje, da v končni fazi ne počne drugega kot to, da rešuje kožo samemu sebi. Ampak jaz bi rekla, da je to posledica neustreznega načrtovanja, neustrezno zastavljenega dela od začetka. Nočem reči, da je učitelj za to kriv, pa da je prav, da se mu to dogaja, grozno je, da se to dogaja, ampak da se marsikaj z ustreznim načrtovanjem na začetku dela z učenci preprečevati. Vedno pa vsega ne, žal. Mislite lahko, učitelj se nekako priuči tega odnosnega vidika, ker jaz nekako ugotavljam, da biti učitelj je poslanstvo, je talent in da določenih kompetencij lahko priučiš, velik del je še pa tudi tiste
tistega, kar je človeku dano, za kar je poslan na ta svet in da širi naprej. Kakšen je tvoj pogled na to? Ne vem, jaz se tudi to veliko krat sprašujem. Jaz bi rekla, da ja, do neke mere vsekakor, ampak ravno to, kar se meni zdi, tisto, kar res naredi učitelja, ta pripravljenost, da se učimo iz napak, da se učimo skozi izkušnje, pa je nekaj, kar lahko doseže vsak. Tako da jaz bi rekla, da v različni meri, no, se so tudi neke osebnostne značilnosti tukaj, ki so pomembne. Jaz bi rekla, da od osebnostnih lastnosti je, da to tudi raziskave bolj ali manj potrjujejo, je ravno odprtost tista, ki je najbolj pomembna značilnost učitelja. To so stvari, ki do neke mere so dane, ampak je pa ključna pripravljenost. Tukaj pripravljenost biti dober, se razvijati, začutiti to poslanstvo. Poslanstvo je včasih lahko globoko nekje zakopano, pa ga potem skozi delo z nekom lahko odkrijemo. Mene pa zanima, če verjamete v učinkovitost bolj posrednih načinov, kako izboljšati v bistvu odnose, naprimer, da bi spodbujali emocionalno regulacijo v šoli. Je povezana z odnosi. Vsekakor. Ravno ti načini so običajno najbolj učinkoviti, ker gre za zadeve, s katerimi senzibiliziramo učence, senzibiliziramo posameznika in delujejo preventivno. Ja. Hvala za vsa vprašanja. Tudi jaz se skozi njih marsikaj naučim. Še je? Kje je kakšno morda? Če ne, potem s tem zaključujemo, ne? Ta naš dovoljenje. Zdaj pa vsi po knjige, ne?